vabim takoj na oder kar kolega Marka Marinčiča, ki ga ravno seveda tako ni treba posebej predstavljati. Dolgoletni predstojnik oddelka za klasično filologijo, urednik revije Kirija, vse to poznate, ki se seveda v zadnjih letih bolj ukvarja z rimsko književnostjo, ampak ima pa, če se prav spominjam, že njegov doktorat korenina dejansko tudi v grški književnosti, da ne omenjam te monografije, ki jo je kolega Senegačnik omenil. Tako da je neka logika v tem, da bo danes predstavil referat z naslovom Pindar in pindarizem, ki gre pa zdaj korak dlje od tega, kar smo zdaj poslušali v Pindarju samem, in se posveča recepciji. Imaš kakšno projekcijo? No, imam že tukaj noter. Hvala. Samo da prijem do nje. A to bo? In najprej hvala povedal Davidu, ker mi je pomagal malo obuditi spomine. Ja, res, na začetku sem bil tako res prepričan helenist in tudi pindarist, potem pa vedno manj, potem pa vedno bolj rimska stvar in zdaj celo neolatinska, ampak to so stare ljubezni, ki jih ne pozabiš nikoli. In najprej ne znam povedati, kaj je to pindarizem, ker to ni nek enoten pojem. Na vsak način, kar se tiče neposredne navezave, neposrednega sledenja Pindarju, sta dva vrhunca pindarizma v novem veku in to sta Ronsard, Renesans in Hölderlin na to. Ampak tudi drugi. Goethe v svoji Sturm und Drangowski fazi, Ezra Pound, res imeniten predstavnik tega, kar ohlapno imenujem pindarizem, in iz mojega osebnega izbora bi bil potem tudi na renesančni strani Pontano, malo znan, s svojimi pindarskimi poezijami, in pa Paul Claudel, za moj osebni okus mogoče najbolj pristno pindarski od vseh novoveških pesnikov. Ampak to je res čisto osebna presoja. Meni se je vedno zdel zelo pindarski tudi Richard Wagner, pa ne znam povedati zakaj in nimam za to popolnoma nobene utemeljitve, ker je sigurno homerski in aeschylovski, pindarski pa še najmanj. Bom še se k temu vrnil potem, ko pridemo k Pseudolonginu in njegovi opredelitvi vzvišenega, kamor sodi seveda zelo emblematično ravno Pindar. No, na vsak način Pindar ima v novem veku veliko število bralskih hipostas, veliko obrazov in te so si med sabo zelo različne. Ja, v osnovi in najprej postane zgled panegirične poezije, tudi take nič kaj zadržano adulativne, ki gre v tej adulaciji precej dlje od Pindarja samega. Pindar ima vedno tudi tisto svarilo naslovljencu in zglede, mitološke zglede tega, kako se človek grešno povzpne nad bogove. No, ti pindarski panegiriki zgodnega novega veka so zelo prostodušni in česa takega sploh nimajo. Ampak na drugi strani je že takoj, tudi v renesansi, že čisto drug Pindar, kot vir neke gnomične modrosti, tudi zelo suhe pregovorne gnomične modrosti, in to že pri Erasmu Rotterdamskem in to že pred prvo izdajo Pindarja, za katero je poskrbel Aldo Manuzio v Benetkah. Mislim, da 2 desetletji prej že vključuje v svoje adagije Erasm pindarske misli. Prav se mu je zdel, njemu, ki mu ni bil blizu recimo visoki slog, ampak rajši mogoče genus humile, rajši nizki slog, se mu je zdel Pindar vendarle čisto zadosti prozaičen in uporaben kot vir tovrstne modrosti. To sta že dva zelo različna Pindarja, ampak nam je najbolj znan Pindar kot iracionalist. In za to podobo je dokazljivo v veliki meri odgovoren Horacij. Moram preskočiti to, kar sem hotel pokazati samo zaradi dolžine te kompozicije, pa bom pozneje povedal zakaj, ker je tega dejansko ogromno. Mi ne uspe ven, zelo pindarska situacija.
Horacij je odgovoren za to iracionalistično podobo Pindarja. In sicer tele drugi pesmi četrte knjige, kjer nagovarja nekega Jula Antonija, ta je bil sin Marka Antonija, ki ga je Oktavijan pomilostil, bil očitno zelo blizu v tej družini, potem pa se je zapletel nek dvorni škandal in napravil samomor. Tukaj smo še v fazi, ko je blizu tej družini. In Horacij ga v nadaljevanju, tukaj imam samo prvi del, napotuje k pisanju panegirika v čast Avgustu. Začne se pa z neko zavrnitvijo Pindarja, vsaj na videz je to zavrnitev. Jul, kdor se trudi tekmovati s Pindarjem, se po zgledu Dedalovega mojstrstva opira na povoščena krila. Ime bo dal prosojnemu morju. Pindar, kot reka, ki jo je deževje napojilo višje od znanih bregov, v svoji neizmernosti brbotaje drvi z gora, iz globočine svojih usti, vreden Apolonove lovorike, ali pa v drznih ditirambih odvaljuje še neslišane besede in se pusti nositi v ritmih osvobojenih reda. Obilna sapa dviga dirkajskega laboda, Antoni, kadar se povzpne v višave oblakov. Jaz pa majcen kot sem po zgledu in navadi matinske čebele, ki po gozdovih in bregovih Tiborja z velikim naporom nabira prijetno dišeči timijan, spajam truda polne pesmi. To je bilo vedno razumljeno kot neka polemika s Pindarjem. Horacij, tako je bilo splošno prepričanje, se tukaj od Pindarja odločno distancira in posebej so bili pozorni bralci, že antični pa potem novoveški, na tole lege solutis. Osvobojenje zakona je v poeziji anarhist in kot tak je bil velikokrat v novem veku dojet. Sprav, ta sintagma je zelo vplivna, lege solutus, osvobojen zakona in vseh pravil. Ampak stvar je malo bolj zapletena. V nadaljevanju tole nalogo Horacij poveri naslovljencu Julu Antoniju, ki mu govori na tale način. Ti boš kot pesnik z večjim plektronom proslavil Cezarja, ko bo ozaljšan zasluženim vencem po svetem griču vodil divje sigambre. Usoda in dobri bogovi niso nikoli dali in nikoli ne bodo dali ničesar večjega od njega, od Avgusta. To je ponovno neženiran panegirik, zelo podoben tistemu, kar bomo zdaj videli čisto na kratko pri Ronsaru. Gre za formulo, ki jo ponavadi imenujemo rekuzacijo. Pesnik, ki deluje v novih razmerah pod Avgustom, ki je Avgustu tudi osebno zelo blizu, mora nekako ohraniti dostojanstvo v estetskem smislu, tudi v političnem smislu, neke vrste avtonomijo, ki pa je nima in je tudi v resnici ne želi imeti. In tisto, kar sem prejle prebral, kar je v nadaljevanju, Horacij se ogradi od tega, da bi sam izpolnil to nalogo in pisal panegirik. Ampak istočasno je to, kar sledi v nadaljevanju, ko se oglaša kot eden iz množice in upa, da ga bo kdo slišal, ko vzklika soncu ob misli na novega vladarja. To je pravzaprav panegirik v malem. Neko kapsulo ga je zaprl, zato da ga je lahko izpeljal, ne da bi se preveč kompromitiral. In isto po mojem velja za Pindarja tukaj, kajti to, kar je pred nami, je več kot pindarsko. Je več kot pindarsko, zelo učinkovito. To je visoki slog. In po pomoti so v renesansi potem ravno zaradi te pesmi razlikovali med pindarsko odo na eni strani, ki je primer visokega sloga, genus grande, sublime, in pa Horacijevsko odo, ki je primer nasprotnega, genus humile, nizkega sloga, pravzaprav prozaičnega. Ampak to niti približno ni res. In Horacij si v tej pesmi najde izgovor, da si dovoli nek zelo pindarski polet v višave. No, zdaj to pindarstvo, kot je bilo enoznačno razumljeno, je porodilo tudi veliko parodističnih odzivov že v antiki. Ti visoki avanturistični vzleti so vedno nevarni, vedno tvegajo padec v komično. Tukaj imamo en primer iz Aristofana, že zelo kmalu, in en primer skoraj sočasno, en primer iz Voltaira, ki je bolj znan.
Tukaj gre za ustanavljanje države ptic, v komediji Ptice, in govori pesnik. In to je neposredna parodija Pindarja, prepoznavna z istimi frazami. Od davnih časov sem slavil to mesto. Pej se taj, to je pa ta voditelj nove države, jaz pa komaj prinašam posvetitveni dar, kot otroku sem mu pravkar dal ime, pesnik. In ta pesnik je karikatura Pindarja. A hitra je beseda mus kot kon poblesk, tipa oče ustanovitelj Etne, soimenjak svetih obredov, blagohotno priklonivši glavo, daj mi, kar se mi namenjaš dati. Težko, ne? Tukaj še z dorščino se igra in ta parodija je bila najbrž malo bolj načitanemu gledalcu prepoznavna. Ne? In to drugo, Voltaire, ki se najbrž ne zaveda, da je še dosti bolj pompozen od Pindarja v teh svojih izjavah. Nisem se potrudil prevesti v verzih, ker se mi ni zdelo čisto zares vredno, mogoče bi bilo zabavno, pa je tudi zelo banalno. Vstani iz groba božanski Pindar, ti, ki si nekdaj slavil konje tega ali onega meščana iz Korinta ali Megare, ti, ki premoreš dar veliko govoriti in nič povedati, ti, ki modro ubiraš stihe, nerazumljive vsem in vendar vsem v občudovanje. Zdaj, najbolj odgovoren za Pindarja, iracionalista v grški literaturi, je pa seveda avtor spisa o vzvišenem, znan pod imenom Pseudolongin, to je delo neznanega avtorja iz obdobja rimskega cesarstva, ki je bilo kultno besedilo romantike. Romantika najbrž verjela, da je tukaj ta avtor razvil teorijo naravnega genija, ki bi bila za klasično antiko nekaj edinstvenega, ampak dejansko ne gre čisto zares za to. Ja, se tukaj ne bi preveč zaustavljal, ne. To je en primer skrajnega pindarizma, panegerik, ki ga je napisal Ronsard, to je oda, ki jo je napisal nekemu Michelu d'Hôpitalu, ki je bil tajnik gospe Margerite, kraljeve sestre, in leta mu je pomagal pridobiti vladarjevo naklonjenost. Kaj se dogaja v tej pesmi, dolgi več kot 800 verzov, daljša od katerega koli Pindarjevega epenikija je. Imamo gostijo bogov, kjer muze, Jupiterove hčere, opevajo spopad med bogovi in giganti. In v zahvalo za to jim Jupiter zaupa nalogo, da bodo navdihovale ljudi in zatirale nevednost. Da pa jim v oporo še enega zaveznika, ki ga zgnete z lastnimi rokami in mu da svojim dihom življenje. Tu pa ni nihče drug kot naslovljenec te dolge ode Michel d'Hôpital, in s tem se ta pesnitev v strofah, antistrofah, epodah po pindarskem zgledu zaključi. Treba ob teh parodijah misliti tudi na novoveški pindarizem in ne toliko na Pindarja samega. Pseudolongin torej o vzvišenem. Ja, romantika je bila prepričana, da je to teorija naravnega genija. Ni čisto tako. Kajti avtor je prepričan, da seveda obstajajo posamezni veliki avtorji, ki so sposobni zbujati to občutje vzvišenega pri bralcih. Ampak istočasno tudi pravi, da je ta sposobnost v veliki meri priučljiva in učno gradivo so veliki avtori iz literarne preteklosti, ki so imeli že prej ta dar. Se pravi, metoda je metoda imitacije. Ne gre torej za prirojeno lastnost ali pa vsaj ne samo za to. Zanimivo je vseeno, kar pravi. Zato za gledanje in razmislek o človekovih ciljih niti vse vesolje ni dovolj, ampak misli sežejo pogosto preko meja, ki nas obdajajo. Če bi si kdo naokrog gledal življenje, koliko je v vseh stvarih presežnega, velikega in lepega, bi brž uvidel, zakaj smo rojeni. Zato, ker nas v to žene neki naravni nagon pri Zevsu, ne občudujemo majhnih študencev, čeprav so bistri in koristni, ampak Nil, Donavo in Ren, še veliko bolj pa ocean.
In tudi tisti mali ogenj, ki ga zakurimo, čeprav nam ohranja čisto svetlobo, nas ne gane bolj kot nebesni ognji, čeprav tudi ti pogosto potemnijo. Pa tudi ti se nam ne zdijo vredni večjega občudovanja kot krateri Etne, katere izbruhi iz globin valijo kamne in cele skalnate sklade, včasih tudi cele reke ognja, rojene iz zemlje, ki so pokorne samo svojim zakonom. Po vsem tem bi lahko zaključili, da je ljudem tisto, kar je zanje koristno ali nujno, tudi dosegljivo. Občudovanja vredno pa je vedno samo tisto, kar presega njihova pričakovanja. No, Pindarsko, ja, tukaj se Pindar sicer neposredno ne omenja, ampak ta opis veletokov zelo spominja na Horacijevo metaforično upodobitev Pindarja. In jasno, da je Pindar med temi avtorji z darom vzvišenega pri pseudolonginu najbrž na prvem mestu, ob Demostenu, ob Sapfo, tudi ob raznih proznih avtorjev, drugih proznih avtorjev, celo avtorjih, celo Ciceronu. Ampak tukaj gre za očitno neposredno odgovor Kalimahu. To je en programski odlomek, s katerim se končuje himna Apolonu. In pogosto je bilo to razumljeno kot proklamacija neke minimalistične, celo racionalistične estetike, ki prisega na obrtno veščino in zavrača inspiracijo. Zavist je skrivaj šepnila Apolonu na ušesa, Apolonu je namreč himna posvečena. In tukaj skuša zavist posebljena, zavist spraviti avtorja pri Apolonu na slab glas. Ni mi po volji pevec, ki ne poje mogočno kot morje, to je več kot reka. Apolon pa je zavist odbrcnil in rekel, tok asirske reke je velik, vendar se boj vleče veliko odplak prsti in veliko umazanje. Demetrine čebele pa ne prinašajo vode iz vsakega izvira, temveč samo iz tistega, ki vznika najrahlejša pena, čist in neoskrunjen iz svetih globin. Razumuje pseudolongin jasno to kot izraz verjetno neke minimalistične estetike, ampak dejansko je stvar precej bolj zapletena. Kalimahov besednjak je tukaj izrazito religiozen, ne samo besednjak, nastopajo Demetrine svečenice kot čebele, kar je nek ritualni vzdevek in to, s čimer zaključi Oligelibas akron aoton, to je tipično pindarski izraz. Ta akron aoton težko prevedljivo, ne mogoče prevedljivost, tukaj sem nekaj poskušal. To je neka vrhnja, najboljša plast nečesa, kar je že itak imenitno in čisto. To je pindarsko. Torej, proti pindarsko to ni. Kalimah je ljubil Pindarja in se ga je trudil aktualizirati v svojih elegičnih pesnitvah, zlasti v pesnitvi Izvori ali Aitija. Torej, tega nasprotja že tukaj vidimo ni čisto zares. In če se zdaj vrnemo k Horaciju, Horacij se tudi ne distancira čisto zares od Pindarja, čeprav s čim si je Horacij tukaj nakopal tolikšno zamero, s tisto pridno čebelo, ki je tuj ta visoki zanos in ki pridno nabira med po gozdovih okrog Tiburja. In to je prevrednotenje Pindarjeve čebele, ki je zelo drugačna od tega. Pindarjeva čebela je begotna, pravzaprav ja, pooseblja neke vrste iracionalizem in tudi ta vijugasti, asociativni diskurs Pindarjeve poezije. Meni pa nobena stvar ne zdi se tako neverjetna, da bi se ji čudil, če izvršijo jo bogovi. Drži veslo, hitro sidro v tla zadri, z ladijskega kluna za zaščito pred nazobčano pečino. Kaj ti hvalnic cvet od ene teme k drugi, kot čebela poletava. Dejansko Horacija, čebela postane res nekaj drugega, dejansko, diametralno nasprotje Pindarjevi. Ampak to je mogoče samo ena točka, na katero so bili bralci vedno preveč pozorni. Zdaj, renesansa je tukaj postavljala na eno stran Pindarja, na drugo pa
Horacija, velika krivica do Horacija vsekakor. Ki si je dovolil enega najlepših izbruhov pindarstva, točno tej pesmi 4.2. Pseudolongin polemizira vsaj na površini s Kalimahom in njegovimi minimalističnimi ideali, njegovo težnjo k nizkemu slogu, ampak kot sem omenil že prej, sam pseudolongin ne razvija neke iracionalistične poetike. Po svoji formi je ta njegov traktat retorični traktat, ki daje tudi opremljive napotke, kako priti do tega zelo novega cilja, ki se imenuje hipsos v drugačnem pomenu, kot je bilo to prej. In drugo, Kalimah sam ni nikoli čutil tega nasprotja s Pindarjem. Kajti razumel je, da pri Pindarju ni antagonizma med naravnim darom, kar imenuje Pindar fia, v skladu tudi svojo aristokratsko etiko, in umetnostno veščino, kar imenuje tudi sam Pindar tehne. To dvoje je neločljivo povezano že pri Pindarju samem in je tudi pri Kalimahu. In če beremo malo bolj pozorno ta programski uvod k pesnitvi Izvori, tukaj imam spet samo drugi del, ki je fragmentaren. Zdaj, seveda ne, novi vek tega ni mogel poznati, ker je bilo najdeno šele v začetku 20. stoletja. Ampak usedline tega so pa v rimski poeziji. In vsa ta programatika je bila destilirana skozi rimsko poezijo in potem posredovana tudi novemu veku. V prvem delu odgovarja nekim resničnim ali namišljenim kritikom in proklamira izrazito minimalistično poetiko, temelječo na obrtnem piljenju. Na eni strani pesmi v več tisoč verzih o kraljih in herojih, na drugi strani poezija, moja poezija kot otročja igra. Na eni strani mogočni hrast, na drugi pšenični klas. Vse gre v to smer. Potem sta dva pesniška zgleda, en negativen, en pozitiven. En je Antimah iz Kolofona s svojo pesnitvijo Lide, ki je imenuje debela ženska, in na drugi strani Filetas z Kosa, ki je poosebljen z elegantnimi dekleti z tega otoka. In na koncu Grom je Zevsova stvar. Ampak tisto, kar sledi, preseneti. Tisto, kar sledi, je veliko presenečenje. V nadaljevanju doživi govoreči subjekt neko nenavadno preobrazbo. In to je prvo srečanje z Apolonom, pesniška posvetitev. Pevec, kajti ko se na kolena prvič položil pisalno tablico, mi je likijski Apolon rekel: pevec, žrtveno žival je treba vzrejati tako, da bo čim debelejša, pesem pa dragec tako, da bo kar se da fina. Poleg tega ti velim, hodi tam, kodar se ne peljejo veliki vozovi, svojega voza ne vozi po tujih kolesnicah in tudi ne po široki cesti, temveč po neizhojnih poteh, če tudi bodo ozke. Ubogal sem ga. Pojmo s tistimi, ki mi je všeč čisti zven škržata, ne pa oslovski rezget. Nekdo drug riga kot dolgouha žival, jaz pa hočem biti lahek, krilat. O da bi starost, da bi roso, to drugo bi pel, ko se zaston krmim z božanskega neba, tisto prvo pa bi si slekel, ker me teži, kot trikoničasti otok pritiska na pogubnega Enkelada. V tem veliko manjka, ampak že tukaj, kjer ne manjka, so anakoluti, pade v ekstazo, pade v neko dionizično ekstazo. Če te muze niso pogledale zlim očesom, ko si bil otrok, ne bodo zavrgle tvojega prijateljstva, ko boš sivolas. Manjka. Ne more več premikati kril, manjka, takrat najbolj čiv. In to je najbrž labod svojo poslednjo pesmijo. Se pravi, tukaj doživi Kalimah nepričakovano neko platonsko metamorfozo, kot je že opazil Richard Hunter v enem članku v 30 letih prejšnjega stoletja, kajti v Platonovem Ionu dejansko beremo o tem. Pripovedujejo nam namreč, da srkajo pesmi iz izvirov, kjer priteka med in jih nabirajo po nekih vrtovih in globelih mus, ter nam jih prinašajo kakor čebele,
tako da tudi oni letijo kot one. In res je, kar pripovedujejo, kajti pesnik je lahko okriljeno in sveto bitje in ne more pesniti prej, dokler ni deležen božanskega navdiha, dokler ne izgubi razuma in v njem ni več uma. Dokler pa to pošest še ima, noben človek ne more ustvarjati in vedeževati, saj pesniki ne ustvarjajo in o stvarih ne govorijo mnogo lepega na osnovi veščine, ampak kot ti, namreč Ion, govoriš o Homerju zaradi božanskega daru. Pustimo zdaj ob strani, da tukaj seveda Sokrat govori z ironijo, ker hoče speljati v past svojega sogovornika, ki mu na videz laska, ampak ta Sokratov ekstatični nastop so brali in tudi nekateri še danes do neke mere berejo kot iskren poklon pesništvu v njegovem iracionalnem svojstvu. Zdaj, še ena stvar, s katero bom potem končal, še ena Horacijeva, ki je zanimiva, zato ker prej smo videli dirkajskega laboda Pindarja, Dirke je izvir v bližini Tep. Labod ni tako značilno pindarski, bolj orel, ampak prek Horacija pa postane tudi labod zaščitni znak Pindarja. In tale pesem je variacija na temo, čeprav je že v drugi knjigi Od, govori pa o tem, kako pesnik Horacij pri živem telesu doživlja preobrazbo v laboda, kar je zbujalo hude estetske pomisleke tudi pri nekaterih filologih. Edward Frankl se na veliko zgraža, da je tukaj Horacij opustil svojo klasicistično zadržanost, pravi du sublime au ridicule ne campa, da od sublimnega do smešnega je samo korak. Ampak Horacij najbrž o tej svoji preobrazbi, ko mu dejansko začne koža postajati hrapava in iz nje poganjajo krila, iz nje poganja perje, najbrž je to v veliki meri avtoironično. Dogaja se ta metamorfoza pri živem telesu in na koncu pravi, da ne potrebuje groba, v epikurejskem duhu ali kaj podobnega. Ne točite solza, mi za pogrebom, nobenih vzdihovanj in tarnanja, nobenih klicanj, prihranite mi časti odvečne, prazen bo moj grob. Aj doživel apoteozo, morda, ampak z veliko mero avtoironije o tem dogajanju govori. Pozoril bi rad na nekaj čisto drugega tukaj. Že prej je v tisti pesmi 4.2 omenil, čisto mimo grede, in to je zelo pomemben poudarek, kot svarilo pred posnemanjem Pindarja. Kdor se trudi tekmovati s Pindarjem, se po zgledu Dedalovega mojstrstva opira na povoščena krila. Jasno, da bo sledil Ikarov padec. Tukaj je to izrecno povedano. Ampak tukaj je pa prikrito. Se upravičujem, jaz sem še vedno sovražnik PowerPointa, ker imam rad dolga besedila, tudi če niso Pindar. In pravi, ko opisuje ta svoj polet, zdaj že v svojstvu laboda. Jam, da je dale okjor Ikaro. Kmalu bom kot pojoč labod obiskal bolj znan kot Dedalov sin Ikarus, besneči Bospor in getulskih sirt peščine in poljane severa. Kaj se tukaj skriva? V tem poletu, s katerim doživlja neke vrste preobrazbo v višje vrste bitja, ki je morda nesmrtno. Tukaj se skriva svarilo ali grožnja in to je zelo pindarsko. Mogoče Pindar ne toliko na svoj račun, ampak na račun svojega naslovljenca vedno znova svarilo pred hibris. Svarilo pred padcem, ki ga Horacij v Pindarjevem imenu morda prenese nase, kot pesnika. In zadnja stvar, ki se mi zelo pomembna, kolega Senegažnik je zadnjič omenil Avgusta, zadnjič pravim, ker sem jaz tudi zelo dolg. Zdaj ste tudi našli izgovor za to, da podaš. No, zadnjič ali prejšnjič ali prejle je omenil Augusta Böckha, ki je v bistvu pomemben zato, to je začetek 19. stoletja, ker pred temi njegovimi odkritji je bilo
splošno razširjeno prepričanje, da Pindar piše prosti vers. Da Pindar piše prosti vers. Ne? In celo tale Abraham Cowley, 17. stoletje, angleški pesnik, ki najde v Pindarju tudi pristni jezik svojega rojalizma in tako naprej. Tukaj zelo greši, ne? To so mnogi takrat občutili kot škandalozno. Greši zoper, jasno, ne? Pravila angleške metrike, dolžine verzov so neenakomerne, hoče v tem slediti provokativno Pindarju, v prepričanju, da Pindar piše prosti vers. In vendar se znajde v zadregi in vendar začuti potrebo, da bo dodajal rime. To pa vse eno. Ampak neko nelagodje je in nek poskus provokacije, ne, ki je pa brez osnove. Ker ni mogel vedeti tistega, kar so pa vedeli pesniki 20. stoletja, kar je vedel Ezra Pound, kar je vedel Claudel, kar so vedeli še mnogi drugi. In jaz mislim, da so ta odkritja o metričnem značaju Pindarjeve poezije, o povezanosti metričnih struktur z glasbo, za zbor, skoraj sigurno, ne, ta spoznanja so pomenila neko veliko osvoboditev in začetek nekega mogoče bolj pristnega, bolj modernega pindarstva, ne, ki se res izraža za razliko od Pindarja v prostem verzu. Toliko smel zapovedati in upam, da nisem zlorabil časa.